Predlog vlade o reformi trga dela pravzaprav sploh ni reforma, ampak gre tukaj samo za zamaskirane popravke, ki naj bi dajali vtis, da se na tem področju nekaj dogaja. To se pravi, naj bi dobilo občutek, kot da se nekaj dela. Dejansko ta predlog ne doprinese niti k pravicam zaposlenih kaj dosti, niti ne k olajšanju zaposlitvenih bremen za delodajalce. Skratka, ocenjujemo, da gre tukaj več ali manj za mešanje megle. Dosedanji ureditvi, na primer o plačanem odmoru za malico v dolžini 30 minut, se pač zdaj reče, da je delavec plačan, kot da bi delal, ne? To se pravi, spremembe praktično ni, to je samo eden od primerov. Ob tej priliki se povprašamo, ali torej res ne moramo na glas povedati, da pri nas že kar precej dolgo, vrsto let, delamo samo 37 ur in pol na teden. Torej, če gledamo mednarodno primerljivost, smo tukaj precej šibki. In seveda, kdo bo plačal delavca, kot če bi delal, kadar gre na primer za samozaposlenega, kadar gre za delavce v javnem sektorju, pač se ve, nekje zadaj stoji nek proračun, dokler bo še stal. V gospodarstvu, žal ljudi, jaz mislim, da v korektnih podjetjih pošteno plačamo za tisto, kar delajo. No in seveda, delodajalcem so počasih odmori za malico oziroma znesek nadomestila za prehrano in prevoz na delo in tako naprej podobni dodatki dobrodošli, saj seveda na obeh straneh merimo pri delodajalcu bruto strošek plače, pri delavcu pa neto prejemke in se ne vprašamo, kako smo temu rekli. Torej, verjetno bi morala vlada razmišljati o tem, da neto prejemki delavcev sicer ostanejo enaki, ampak recimo bobu bob. Če si zaslužil 1000 evrov, potem si zaslužil 1000 evrov in ne da imaš osnovno plačo, pa dodatek na meglo, pa prehrano, pa prevoz na delo, pa dnevnice, pa kilometrino. Torej tukaj skrivamo sami pred seboj dejansko stanje. To je samo eden od primerov, tako da menim, da bi gospodarstvo moralo tako reformo v celoti zavrniti, namreč tudi podrazno ne vpliva na večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva in tudi podrazno se tuji vlagatelji kapitala na račun trga dela ne bodo odločali za Slovenijo. Torej, v gospodarstvu smo definitivno razočarani nad predlogom reform, ki se sploh težko imenujejo reforme, gre za majhne kozmetične popravke, spremembice. Ves čas spreminjanja teh reform so se nekako v ospredje dajale 3 točke, ki so pomembne. Torej, ena je razbremenitev gospodarstva, drugo je mednarodna primerljivost in tretje je fleksibilnost. Z veliko žalostjo ugotavljamo, da nobena od teh točk ni bila v ničemer sprejeta, celo nasprotjo. Stališče mnogih v gospodarstvu je, da je veliko bolje, da obstane sedanja delovnopravna zakonodaja, ki je za delodajalce boljša. Tako da smo tudi predlagali, da se vsekakor vztraja na naših zahtevah, na teh ključnih področjih, ki so bila izpostavljena in da se ne hiti, ker je boljše, da se reforma sprejema kasneje, kot da se sprejema samo zaradi tega, kakršen se pač občutek trenutno dobiva, da se obkljuka, ne glede na vsebinske spremembe. Zato sem prepričan, da bo Gospodarska zbornica skupaj z združenjem, torej delodajalcev, morala in da bo uspešno vztrajala pri naših zahtevah. Torej, zelo cenim napore Ministrstva za delo pri sestavi obeh zakonov, to se pravi obeh reformah, vendar se pri teh reformah vedno sprašujem, kakšna je dodana vrednost predvsem za delodajalce, ko govorimo o zakonu o delovnih razmerjih. Veliko sem računal in pričakoval od zunanje fleksibilnosti, od notranje fleksibilnosti, predvsem pa tudi na račun zmanjšanja bonitet iz naslova nedela. Torej, na področju zunanje fleksibilnosti ne vidimo posebne dodane vrednosti, celo bi skoraj trdil, da je obstoječa delovnopravna zakonodaja ugodnejša za delodajalce. Kar se notranje fleksibilnosti tiče, tudi ne vidim neke posebne dodane vrednosti. Veliko sem pa seveda računal na to, da se bodo določene bonitete iz naslova nedela zmanjševale. To je vprašanje praznikov, dopustov, bolniškega staleža in tako naprej. Tu dodane vrednosti ni in zato mislim, da je skoraj škoda se truditi z novo delovnopravno zakonodajo, ker se v očeh delodajalcev praktično nič ne bo pridobilo.